prejeli prestižno nagrado Večernica, ki ni prva za vas. Če primerjate Večernico pred 10 leti in zdajšnjo, je pomen kaj večji? Mogoče je bila prva Večernica celo malce prehitra. Takrat sem komaj v bistvu vstopila v te literarne vode in se pravzaprav še nisem zavedala pomena same nagrade na tej simbolični ravni, kako veliko priznanje je to za avtorja. Zdaj vem po 10 letih in po vseh teh knjigah, ki sem jih napisala, vem točno, kakšna je ta vrednost. Jaz danes tega res nisem pričakovala in v bistvu vse ste videli, da sploh nisem imela besed, mislim, s katerimi bi opisala svoje občutke. Fantastično, mislim, prekrasno. Res sem ful vesela, ker je to knjiga o Mariboru, knjiga za Maribor, knjiga, v kateri je pravi štajerski dialekt in napisala je to knjigo mariborska avtorica in podelilo jo je Mariborsko časopisno podjetje. Končno spomenik tam, kamor sodi. No, vaše delo je dokaj avtobiografsko, vam je bolj žal za otroštvom ali za tistimi časi? Ja, ni čisto avtobiografsko, je v bistvu fikcija, ampak ima seveda določene avtobiografske elemente. V bistvu ne gre toliko za samo nostalgijo po tistih časih, koliko gre za to nostalgijo znotraj te minljivosti, tega občutka minljivosti, ko se zaveš, da so pravzaprav nekatere reči, ki so minile, da so dobre reči. In v bistvu še enkrat bom rekla, tisti časi, kakorkoli že gledamo, takrat smo se imeli radi in tisti časi sploh niso bili tako slabi. In jaz mislim, da se dan danes tega zaveda čedalje več ljudi. Prejemnica Večernice je Janja Vidmar, ki je že drugič prejela to prestižno nagrado in prav njeni začetki so tudi nekje povezani z Večerom. Ja, res je, današnja nagrajenka mladinskega romana Pink, Janja Vidmar, je zelo močno povezana z Večerom. Vemo, da je že svoj prvi roman, ko ga je napisala še zvezek, prinesla na Večer pred mnogimi leti takratnemu uredniku kulture Janeza Cundriču in je objavil v takratnem Večerovem feljtonu, na kar je edina, ki je dvakrat dobila Večernico. Če se spomnimo za odličen roman pred 10 leti, torej za Večernico 99, Princeska z napako, ker je že takrat načela trenutno aktualno temo priseljenstva, čefurstva, če tako rečemo. No, takrat je že ponesla v bistvu to temo med Slovence. In pa vsekakor s tem nagrajenim romanom Pink, namreč gre za, kako rekel bi, spomenik Mariboru, opisuje mladost Titove mladine, Titovih pionirčkov, uporablja čisto štajerščino, glavnem orisuje tisti čas in tudi to povezuje seveda z Večerom in pa z Mariborom. Je vsako leto težje izbor? Ja, je, ker je vsako leto več knjig. V resnici na ljubo, pa ali je 120 knjig, ali je 300 knjig, se na koncu nabere en kupček 20 knjig, ki se jim pozna, da so jih napisali pisatelji. Letos smo po enih 2 branjih prišli do teh 5 nominirancev, ki smo jih danes imenovali. V resnici na ljubo moram reči, da se mi zdi, da bi 2-3 knjige so bile skoraj kot dobre kot teh 5. Smo morali večkrat glasovati, ker nam pravila določajo, da moramo 5 knjig zbrati. Je mogoče še kakšna dobra ostala prek okvira. Medtem ko z izborom Večernice smo imeli nekaj težav, nekako sta se nam 2 knjigi ostali na rešeto. To ne pomeni, da ta ni najboljša, ena skoraj tako dobra. Smo večkrat glasovali, letošnjo Večernico pa vseeno je eno zadoščenje. Se vidi, da smo dali pisateljici, ki je že dobila, njena konkurentka, da tako rečem, je pa stalno druga. Ampak na koncu je prevladala res nesporna kvaliteta in za Janjo Vidmar kar nepričakovano, ker piše tudi, da ne rečem, brutalne knjige, ko bralca ne spusti, zgrabi za vrat, starše, pa učitelje, pa mladostnike in je pa to v bistvu ena nostalgična knjiga, lepa, kljub temu z vsemi dilemami, ki jih ima mladi človek. Ta deklica, kot se je dalo zvedeti, zgubi nedolžnost po noči, starši bi jo pretepli, ampak ker je tisto noč umrl tudi Tito in Jugoslavija,
je bilo konec neke socialistične nedolžnosti in smo stopili v kruti svet kapitalizma. Knjiga je odlična.